udari in se začne premikati proti sprednjemu delu čolna. Zadnje ladje v flotili aktivistov, namenjenih v Gazo, je zdaj prestregla izraelska mornarica, s čimer se je končal dramatičen večdnevni poskus preboja izraelske pomorske blokade Gaze. Organizatorji iz Global Summit flotile pravijo, da sta bili zadnji dve plovili, Sirius in Cabo Blanco, ustavljeni v torek zvečer, potem ko sta se približali s severa v bližini Cipra. Prej so bile prestrežene še nekatere druge ladje severno od egiptovskega mesta Port Said, potem ko so se aktivisti poskušali razkropiti. Flotila je vključevala približno 54 čolnov in 500 aktivistov, ki so pluli iz Turčije, Italije in Španije. Organizatorji pravijo, da so prevažali pomoč in poskušali opozoriti na humanitarno krizo v Gazi. Izrael pa pravi, da je blokada nujna zaradi varnosti in trdi, da na prestreženih plovilih niso našli nobene humanitarne pomoči. Flotilija trdi, da so izraelski komandosi med eno od prestrezanj streljali, vendar izraelski mediji poročajo, da so bili uporabljeni opozorilni streli z gumijastimi naboji in da o poškodbah niso poročali. Zdaj je bilo pridržanih več 100 aktivistov iz več držav, vključno s Pakistanom, Grčijo in Irsko, kar je povzročilo proteste v tujini. V Pakistanu protestniki zahtevajo izpustitev pakistanskega aktivista Sada Edina. Vsi aktivisti bi morali biti izpuščeni. Bili so nezakonito aretirani v mednarodnih vodah. Zagotoviti bi jim morali varen prehod in dovoljenje za dostavo pomoči v Gazo. In v Atenah so sorodniki grških aktivistov povedali, da še vedno nimajo nobenih informacij o svojih najdražjih. Nismo prejeli nobene potrditve o čemerkoli, niti o tem, v kakšnem stanju so, niti ali so bili zlorabljeni. Dobrodošli v Izraelu, mi smo vaši gostitelji. Izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je zdaj obiskal pristanišče Ashdod, kjer so pridržani aktivisti. Zaskrbljujoč posnetek, ki ga je objavil njegov urad, prikazuje aktiviste z zavezanimi očmi na tleh, ki jih policija grobo obravnava. Prišli so sem s ponosom, kot da so veliki junaki. Poglejte jih zdaj, poglejte jih. Aktiviste so celo prisilili, da so z zavezanimi očmi poslušali izraelsko himno. Ben-Gvir poziva predsednika vlade Benjamina Netanjahuja, naj jih za dolgo obdobje obdrži v zaporu, saj jih označuje za podpornike terorizma. Medtem pa je flotila tudi pod drobnogledom v Washingtonu, D.C. Ameriško ministrstvo za finance je uvedlo sankcije proti 4 aktivistom povezanim s popularno konferenco za Palestince v tujini, organizacijo, ki je že pod ameriškimi sankcijami. Ministrica za finance Scott Bessent je flotilo označila za proteroristično in jo obtožila spodkopavanja prizadevanj za regionalni mir. Organizatorji te obtožbe zanikajo. A vendar ti prestrežki pomenijo že drugi neuspešni poskus gibanja flotile v zadnjih tednih, da bi po morju dosegli Gazo, saj napetosti glede dostopa do pomoči na tem območju še naprej naraščajo.